javnem zavodu Krajinski park Goričko se seveda ukvarjamo tudi z ukrepi, ki zmanjšujejo uporabo naravnih virov, od energije do vode, seveda tudi biotske raznovrstnosti, ki na žalost upada. Ukvarjamo se z ukrepi obnove travnikov in pa seveda tudi njihove pravilne naravi prijazne rabe. Najbolj konkretno pa smo se posvetili zmanjševanju naravnih virov, se pravi električne energije, z ukrepi za zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja, predvsem na objektih, kjer domujejo netopirji, naše zavarovane in ogrožene živalske vrste. In na ta način smo v projektu Gorička krajina uspeli na 13 sakralnih objektih v območju Krajinskega parka Goričko namestiti 18 svetilj, ki imajo manjšo svetilnost, manjšo porabo svetlobe in pa seveda, ki ne sevajo mimo objektov. Potem pa predvsem, da ne svetijo iz letalne line, kjer netopirji, čakajoč na mrak, odhajajo na plen, na nočni plen in seveda lovijo nam, ljudem, včasih neželene žuželke, kot so komarji, hrošči in pa tudi nočni metulji. In ta ukrep se je zelo dobro prijel. Vsi, ki so dobili ta svetila, so financirana iz evropskih skladov in proračunskih sredstev našega Ministrstva za okolje in prostor, so z veseljem sprejeli to spremembo, tako da na 13 sakralnih objektih sedaj svetijo manj močne lučke, ki osvetljujejo samo obris objekta skozi line, ki so za to posebej pripravljene, s čimer se je zmanjšala tudi poraba električne energije za dober 10-kratnik. Mislimo, da je ta ukrep posnemanja vreden in seveda si želimo, da bomo na Goričkem ohranili tudi temno nebo, ki je pomembno tudi za doživljanje narave v nočnem času. To pomeni, da svetila se ugašajo ob 11. ponoči in da lahko potem v nočnem času, predvsem poleti, opazujemo tudi zvezde, ki žarijo na našem nebu, ki jih pa seveda iz mest, presvetljenih mest, žal ne moremo več opazovati. Na ta način nekako povezujemo ohranjanje narave, ohranjanje zavarovanih in ogroženih živalskih vrst, ki so seveda prilagojene na nočno življenje, kar se je zgodilo skozi tisočletja evolucije, in potem vplivamo tudi na boljše zdravje ljudi, namreč če ljudje spimo pri osvetljenih prostorih, se nam v naših možganih oziroma v naši češeriki ne tvori hormon sreče, melatonin, ki lahko ob pomanjkanju povzroča tudi bolezni, kot je rakavost in kaj podobnega. Tako da vsestranski ukrepi, ki so v dobro tako živali kot nas ljudi in pa seveda zmanjšanje porabe naravnih virov.